Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš, 22. november. Jutri je dan generala Maistra, Rudolfa. Pravkar sva prestregla sporočilo, da premier na proslavi, ki bo nocoj, ne bo nastopil, ker ostaja po kirurškem posegu v bolniški. Zdravljenje gre počasneje, kot bi pričakovali. Zdaj, datum te operacije ni bil najbolj posrečen, domnevam, da ga ni mogel sam izbirati, se pa je medtem pač dogajalo proračunsko sejanje, odločanje o ključnem zakonodajnem ali pa političnem papirju slehernega leta. Vladi predseduje član Levice, Luka Mesec, in v tem kontekstu je treba proračun spraviti pod streho. Ja, jaz sem ta teden pozorno prebral tvoj uvodnik v sobotni prilogi Dela, ko si se lotil pač na zelo kultiviran pa dostojen način obrambe nekega modusa dela, pri katerem ne moraš štempljati svojih misli vsakih 5 minut. Se globoko strinjam s tem in za analizo se tudi globoko strinjam. In ne vem, kaj mi je bilo tega treba. Ker na ta način, zlasti po vseh teh oddaljenih oblikah dela, jaz se tako, kot se s tabo strinjam, verjamem, da v nekih legah seveda to je treba reševati delavstvo pred izkoriščanjem, ampak mi smo v 21. stoletju drugače tudi. Ne, mislim, zadeva je relativno enostavna. Če sindikat to zahtevo postavi, zaradi tega, da ima zavarovane svoje pravice, razumem. Ja. Razumem tudi delodajalca, ki zaradi narave dela, ko je pač treba ob 7 zjutraj pognati montirni trak, Ja. ne more dovoliti, da bi nekdo prišel v službo ob 8:30. Je pa vmes vedno več in z leta v leto več oblik dela, ki so stvar dogovora med delodajalcem. Točka dogovora pa je, naj bojo stvari narejene. Ja, zdaj premierja imamo v bolniški, tako kot si rekel, in bolniška je po moje dvojna. Pri prvi mu želimo veliko zdravja in okrevanja, iskreno. Pri drugi ko liže rane, političnega skoraj da samo razpada, pa tudi. Ampak sem pa zanimiv uvodnik prebral v Mladini Gregorja Polža, ki pa poskuša pokazati, da ta vlada oziroma da premier Golob pravzaprav ni delal samo slabo. Narediti cel spisek stvari, ki jih je ta vlada izpeljala. In da je treba se na nek način, on je tako napisal, da je treba biti intelektualno pošten in povedati, kaj je bilo storjenega in tako naprej. Medtem ko recimo v desnem tisku je pa ta apokaliptična govorica. Zdaj smo pred Jeriho, zdaj bomo dali noter v lončevino, pač bakle, potem bomo to razbili, napadli Trdnavo, zadeva razpada, krščanski demokrati oziroma Nova Slovenija je imela kongres, na katerem so povedali, da je tako rekoč svet razpada, Slovenija razpada in tako naprej. Pri Janševih itak govorijo, da so pred vrati migranti, da se bo treba obožiti. Skratka, to apokaliptično govorico stopnjujejo. In bo zelo zanimivo videti, kako bo v luči teh groženj po napadu ali poskusu nove rekonstrukcije vlade funkcionirala teza, da si pravzaprav zamenjave želi levica in globoka država. Ker naenkrat, to so vedno nihanja, in naenkrat bo postalo jasno, da alternativa od tega, kar imamo, mogoče ni alternativa. In je treba primerjati, kaj je v tem primeru slabše. Seveda je to govorica, s katero se jaz pač ne morem strinjati, zaradi tega, ker jo vlečemo 30 let. Vedno se moramo via negacionis pogovarjati, kaj je slabše, kaj bo dobro, pa kaj bo boljše. To je nekaj pač zelo zanimivega, da to, da se je zdaj Golob premier umaknil v bolniško, nekateri interpretirajo kot taktični umik, nekateri mu popolnoma verjamejo, da gre dejansko za
načrtovani poseg, ki ga je pač doletel zdaj, nekaj kar, slišati je bilo tudi, da so delali nadure takrat zdravstvene osebe, zdravniki, sestre in tako naprej, ko so ga operirali. Skratka, mešane informacije so, kaj se v resnici dogajalo z njegovo bolniško in kaj to pomeni. Ampak jaz se težko odmislim nagajivo misel, da nekaj v tem je taktike. Jaz sem pa s tem špekuliranjem, a je v resnici nekdo, ki je moral na operacijo, v resnici manj bolan. Imam problem. No? V tem delu rečem, želimo mu iskreno zdravje. Ja, je pa iztočnica je pa pomembna. Iztočnica je konec koncev ta, da premier v tem trenutku na svoji koži občuti delovanje zdravstvenega sistema, ki je tak, jaz sem tukaj tak ambivalenten odnos. Pač na eni strani pri zdravstvenem sistemu tudi midva uporabljava občasno apokaliptično govorico. Na drugi strani zdravstveni sistem, ki ga imamo v Sloveniji, še vedno je sposoben izvajati vrhunske zdravstvene storitve v primernem času, včasih se to kaj zaplete glede časovnice, so na voljo najsodobnejša zdravila ljudem in tako naprej. Se pravi, imamo neko situacijo, pri kateri pravzaprav ni čisto jasno, a zdravstveni sistem potrebuje fino nastavitev, nekoliko drugačno, ali potrebuje temeljito rekonstrukcijo, reformo, etc. So stvari kar dosti jasne. Recimo, apokaliptična govorica, ki jo midva uporabljava in jo uporabljajo mnogi drugi, ni namenjena kritiki obstoječega stanja, ampak kritiki tega, kar bi lahko nastalo, če to obstoječe stanje demontiramo do konca. Deloma je pa že načet, to je treba priznati. Se bomo s tem še ukvarjali in bomo poskušali raziskati, kako je tudi za najbolj pomembnejšo institucijo, pač osrednjo klinični center Ljubljana, kako te stvari delujejo, kako stvari ne delujejo. Se bomo v prihodnjih tednih poskušali temu posvetiti, mogoče tudi s kakšnim intervjujem ali kakorkoli že. Mislim, da kronologijo tega, kaj se dogaja pač v zdravstvu, bo zelo verjetno najboljše prikazala knjigo, ki jo zdaj izdaja, mislim, da v kratkem, čeprav vem, Dušan Keber. On ima serijo kolumn in vsega tega iz obdobja 20 let in se bo lepo v kronologiji pokazal, kaj je bila dilema 20 let nazaj, kaj je dilema danes, kje smo, kako smo. Mi je bilo pa zelo všeč pač dejstvo, da je pač Glas ljudstva pokazal, da je 5 minut pred akcijo. To se pravi 5 minut pred ulico, 5 minut pred kolesarjenjem, 5 minut pred tem, da zahteva referendum, 5 minut pred tem, da zahteva tudi, oziroma ne 5 minut, to že je. Zakon je že postavljen v podpisovanje. Jaz sem ga že recimo osebno podpisal, in da bo pač ljudstvo začelo odločati, ker to je konec koncev bila tudi najna teza že par let nazaj, da se zdi, da po vseh peripetijah, zlasti po takih in drugačnih osebnostno umazanih akcijah, kakršne je počel, na primer Bešič Loredana, ko je eno govoril zraven po pospešeno delo natanko tisto, za kar je bil postavljen, da ne bi. In da se ta praksa vedno znova nadaljuje, da ta praksa vedno znova ima levo-desno koalicijo, zgornjo in spodnjo, in da tu nekaj bo treba narediti, to pač mora ostati in biti prepoznano dejstvo. Razlika je pa v tem, recimo, da dr. Keber in Glas ljudstva opozarjajo na to, da je treba stvari sistemsko delati in pa socialno pravično. Recimo, zelo so občutljivi socialno, recimo pri tem, v kakšnem odstotku se progresivno ali neprogresivno plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje. Medtem ko se nekomu drugemu to zdi manj pomembno. Recimo, pri dr. Breclu, ki je zdaj prvič v prvem podcastu necenzuriranega dal daljši intervju, polurni intervju,
je pa težišče postavljeno na korupcijo. On še vedno trdi, da v bistvu korupcija vodi vlada zdravstvu in to levo-desna korupcija, skratka korupcija, ki je v bistvu nadstrankarsko-strankarska, če tako rečem, in da so ti lobiji še vedno tako močni, da jih bo preprosto treba prebiti in da Ministrstvo za zdravstvo nekako ne pride blizu. To sta zdaj dve tezi, da eno, da je treba sistemsko problem rešiti, stvari tako postaviti v sistemu nadzora, druga je o tem, da je treba priti z druge strani, da je treba državno regulirati sisteme nadzora in korupcije. Na koncu se bo verjetno pokazalo, da je najbolj ti dve ideji združiti v eno akcijo ali pa v enoten napor za revitalizacijo zdravstva. Lahko bi pa rekel, da zdaj, če se že o tem pogovarjamo, da se mi zdi, da je situacija, čeprav je kritična v tem trenutku, bolj optimistična, kot je bila pred enim letom. Ker zdaj se pogovarjamo o tem, da bomo nekaj naredili. Če imaš ti že kritično maso ljudstva ali pa ljudi, ki hočejo celo iti na kolesa, pa kolesariti, to se od Janše še ni zgodilo. Je to in za Goloba in tudi za zdravniško zbornico in za te umazane lobije, ki se mastijo z javnim denarjem, zelo močno sporočilo. Filozofsko vprašanje imam zate. Kaj je sanacija problemov slovenskega zdravstva v primerjavi z tragedijo, ki se odvija na Bližnjem vzhodu, tudi po bolnišnicah? Bolnišnice so pod udarom topovskega, letalskega, kdo ve kakšnega ognja. In to so predvsem raznorodna vprašanja, ampak tisto, kar je ključno ob tem, da je zdaj že 5500 otrok umrlo, da bombardirajo bolnice Izraelci in tako naprej, je po mojem mnenju vprašanje jutrišnjega dne konec do zdaj poznane zahodne civilizacije. Je konec to? Jaz mislim, da je konec. Jaz mislim, da prehajamo v neko popolnoma novo shemo, ki jo po mojem mnenju Amerika že pojmuje v poziciji jutrišnjega novega berlinskega zidu, če smem tako neprimerno reči, to je v odnosu do Kitajske in v odnosu do vsega drugega sveta, v katerem vidi pozicijo. Imate zelo dober intervju naredil Aljaž Vrabec v zadnji sobotni prilogi, v kateri pojasni sogovornik, ki je odličen intervju. Evo ga. Tako, v tem intervjuju, če si ga bralstvo, poslušalstvo prebere, lahko vidi, ampak dejansko lahko vidi v očeh izraelskega državljana, ki je izredno razumen, kakšna je perspektiva jutrišnjega dne, da Izrael preprosto je v interesu, širšem pozicioniranju tudi Amerike. Izrael bo dobil svojo zgodovinsko aspiracijo, palestinsko ljudstvo bodo izbrisali, iz zemljevida razselili, 300 000 jih bodo poslali v Evropo kot azilante, desnice se bodo napojile z njimi politično, 300 000 v Kanado, 300 000 v Ameriko ali kakorkoli že. Skratka, so scenariji, ki so možni, do neke mere celo verjetni, ni pa nujno, da bi se zgodili, jih je možno tudi preprečiti. O tem je pač treba govoriti. Ta nova civilizacija v narekovajih ima orwellovski pridih. Pa predvsem grozljiv ritem. Veš, na 10 minut umre otrok. Tako je, Sej samo za to gre. Veš, ta slogan, recimo, vzemiva samo Ameriko, to perverznost cenzure v Ameriki. Pazi, dali so ukor senatorki, ki je sicer palestinskega porekla, mislim, da je senatorka. Skratka, dali so ji ukor, zato ker je postavila eno preprosto razumno zahtevo po uveljavljanju človekovih pravic, ki so opredeljene sicer z temeljno deklaracijo človekovih pravic Združenih narodov. Skratka, da so izglasovali ukor, da potekajo cenzure na tako uglednem časopisu, kot je The Guardian, za praktično nikakršno karikaturo odpustijo karikaturista, medtem ko so pri Charlie Hebdoju vsi delali slavospeve svobodi govora in tako naprej. To je nekaj nevrednega. Nam se dejansko podira shema neke tolerantne civilizacije, tako kot je dr. Žagar povedal. Začne se pri svobodi govora. Če bomo svobodo govora eliminirali v imenu višjih, bolj temeljnih in višjih, kaj pa je bolj temeljno kot svoboda govora? Izražene misli. Kaj je bolj temeljnega?
težko, je kaj bolj temeljnega, nedotakljivo življenje, seveda. Ampak ravno nedotakljivo življenje je najbolj krženo ta trenutek v Gazi. 5500 mrtvih otrok, kdo to lahko upraviči? Ne? Kdo to lahko upraviči? Prej si omenjal, ne, pa se vračam proti domači sceni, ne, da je treba pri ocenjevanju Golobove vlade gledati dobre in slabe poteze, oziroma slabe in tudi dobre. Ne. Kako ti ocenjuješ slovensko politiko vezano na vprašanja Bližnjega vzhoda? Če mene vprašaš, jaz sem bil prvič, dobro, ponos je relativna stvar, ne? Ponos smo včasih rekli za bedake, ampak prvič sem bil ponosen na svojo predsednico, ko se je postavila za temeljne pravice otrok in ljudi v Gazi. Ne? In to isto bi bilo potrebno izreči, če bi bilo obratno. Ne? Recimo, če bi Hamas to počel, kar je začel, ne? Še naprej bi bilo treba Hamas obsoditi popolnoma na enakem ključu. Tu gre dejansko za življenja, za ljudi in za temeljne pravice, ne? Ker problem Gaze ima neko svojo genezo. In jaz mislim, da se je uradna Slovenija skupaj z nekim delom Evrope pravilno postavila, se je postavila na to pozicijo, ne da ima Hamas prav, Hamas ima itak narobe, ampak da je treba postaviti pravice naroda, ki nikoli ni dobil priložnosti, oziroma ki je dobil priložnost, pa je vedno bil nezadovoljen z ponujenim, ne? Ampak ni dobil svoje države, ni dobil svoje oblasti, ni dobil svojih pravic in živijo v koncentracijskem taborišču, zaprtih je na 10 000 otrok v Izraelu, palestinskih otrok, zaprtih v zaporih, ne? To so podatki. To je katastrofa. Jaz mislim, da se je pravilno odzvala, verjamem pa, da tu je zdaj prva razlika že, ne? Na področju gospodarstva ne bi bilo precej narejenega, je Repovž zapisal, ne? Jaz nimam pač tako dobro preštudirane teh stvari, da bi lahko to ocenil, ne? Ampak na tej točki pa definitivno, če bi zdaj vladal recimo Janša, ne, bi peli hvalnico Netanjahuju. Vodja opozicije je v pogovoru za hrvaški Jutarnji list povedal, da v primeru, če bi on vodil vlado, bi slovenska ekipa v Združenih narodih na Generalni skupščini Združenih narodov ob resoluciji, ki se je predlagala arabske države in je zahtevala prekinitev, ne, spopadov, da bi zaradi fines v tej resoluciji Slovenija stala na podobni poziciji kot ZDA, Madžarska, Avstrija, Češka, in so to resolucijo zavračali. Ne? Resolucija je bila z 2/3 večino sprejeta, mislim, da 121 glasov. Od držav Evropske unije je pa spet zanimivo, ne, da so podprli Portugalci, Španci, Francozi, Belgijci in Slovenija. Ne. To je nek nov zemljevid Evrope. Ne. Ostale države, članice Evropske unije, so bile ob vprašanju, ki je v bistvu stvar življenja in smrti vzdržane. Mislim, jaz tukaj ne razumem Nemčije. Nemčija je bilo v mojih očeh. Jaz mislim, da je Nemčijo zelo težko razumeti in da bo potrebno najti ključ za razumevanje, za razumevanje njihovega, se pravi, ključ za razumevanje njihovega razumevanja sveta. Ne? Ja. Ne, je razumljivo pri judovskem vprašanju. Nemčija je konec koncev zagrešil, Nemčija pač Hitler je pač zagrešil holokaust, o tem nobenega dvoma, ampak ne smeš biti pa sramežljiv ravno v imenu tega istega holokausta, da se podobne prakse ne vrtijo v zgodovini naprej. Zadnjič mi je pod roke prišel še star časopis iz leta 1972, olimpijsko delo München, ne? Olimpijske igre so prekinjene zaradi dejanja Palestincev, ne, ki so izvedli teroristični napad na izraelske športnike. Ne.
tudi iz tega naslova, ne, ker so Palestinci oziroma palestinske teroristične sile, ker so ponižale nemške varnostne službe, naredile nekaj zelo groznega med olimpijskimi igrami, izhajajo, po mojem mnenju, določene premise sedanjega nemškega ravnanja. Lej, se strinjam popolnoma, pri tem pa spet napotujem na intervju, ne, ki ga je kolega Vrabec naredil, ne, ko sogovornik lepo pove, ne, terorizem je nesprejemljiv, ne, Izrael danes obsoja Hamasov terorizem in to rightly so, pravilno, tako se ne dela. Ne. Ampak potem je pa samo skalo preselil za toliko let nazaj, ne, ko so bili imperialisti oziroma ko so bili vladarji na tem teritoriju Angleži. In kaj so naredili Judje? Ne? Ja, teroristična dejanja so počeli. Resnici na ljubo v danem trenutku ni bilo kaj drugega mogoče, zaradi tega, ker vključiti se v strukturo in znotraj strukture iskati preobrazbo v demokracijo je nemogoče, natanko tako, kot je danes nemogoče v Izraelu za Palestince iskati demokracijo. Ne. Skratka, to ni zagovor terorizma, ampak je samo osvetlitev okoliščin, zakaj se ljudje zatečejo k nasilju. Ne. Dobro, kolega Markeš, naslednji teden nadaljujeva, hvala za tokrat.